Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. V prejšnjem kulinaričnem kotičku nam je Katja iz Presnice pokazala, kako se naredi zdrav zajtrk. V tej oddaji pa nam bo pokazala, kako se pripravi zdrav zeleni smuti. Poglejmo. Zdaj bomo pripravili zeleni smuti. Smuti izhaja iz angleške besede smooth. In pomeni gladek. To pomeni, da je ta naš smuti tako gladko zmlet, da v njem ne čutimo nobenih koščkov, ampak samo žametno, mehko, gladko kremo. Zeleni smuti so odličen način, da v svojo prehrano dodajamo več zelene, listnate zelenjave. Pravzaprav je lahko tudi rdeča ali pa vijolična, poudarek je na listnati zelenjavi. Zakaj je to pomembno? Zelena listnata zelenjava od vseh živil vsebuje največje vrednosti hranilnih snovi. Veliko več hranilnih snovi je v listju od korenja, kot pa v samem korenju. Ali pa v pesinem listju je veliko več hranil, kot pa v gomolju pese. Ljudje običajno listje zavržemo, včasih so z listjem hranili živali, mi pojemo pa tisti del, ki je bolj sladek, zato ker vsebuje veliko škroba. Listnati deli vsebujejo veliko antioksidantov, ki so grenkega, pekočega okusa, vsebujejo klorofil ali druga barvila, ki so ravno tako zelo neprijetnih okusov. Tako da ljudje večinoma listnate zelenjave nimamo radi. Mogoče jemo solato, na katero zlijemo olje, kis, sol, vse mogoče dodatke, zato da zamaskiramo ta pravi okus listnate zelenjave. Ampak tudi solate ne pojemo veliko, zato ker jo je treba grist in ker nimamo časa, da bi to naredili. Blender se pregrize skozi solato namesto nas. Tako da se celulozna vlakna razbijejo, hranilne snovi pa so na razpolago našemu telesu. Pravilo smutijev, zelenih smutijev, da v njih dodajamo samo listnato zelenjavo, nikoli škrobnate, nikoli gomoljev, korenov, plodov, ampak liste. Dodamo vodo ali neko sok ali pa rastlinsko mleko in pa sadje za sladek okus in kremasto teksturo. V zimskem času dodamo še superživila. Superživila so pomembna takrat, kadar nismo dobro preskrbljeni z svežo zelenjavo in sadjem in nam primanjkuje vitaminov in mineralov. Tako so odlični dodatki razni zeleni čistilci, kot so alge ali žitne trave.
razna super živila, kot so goji jagode, inkovske jagode, aronija, ki raste tudi pri nas. In potem so še različni adaptogeni, ki se pravzaprav prilagodijo našim potrebam, krepijo naše telo in pomagajo izločati strupe. To so pa na primer maka, ašvaganda, šisandra in drugi. Danes bom jaz v naš zelenček dodala alge. Samo majčken. Pa začnemo. Najprej v mešalnik natočimo vodo. Pripravila bom približno pol litra smutija. Da bi dobili pol litra smutija, potrebujemo eno skodelico vode, to je približno 2,5 deci vode. Potem dodamo en šopek listnate zelenjave. Jaz sem danes izbrala peteršilj. Peteršilj je odličen čistilec našega organizma. Moramo pa biti previdni pri peteršilju. Prevelike količine bi povzročile težave v našem telesu. Zato si lahko smuti iz peteršilja privoščimo samo vsake toliko, nikakor pa ne vsak dan. Pravzaprav je zelo pomembno, da smo ciklični oziroma da skrbimo za to, da se zelenjava, listnata zelenjava v naših smutijih ne ponavlja. Vsaka še tako zdrava stvar vsebuje tudi snovi, ki so našemu telesu škodljive. Kadar jih zaužijemo v majhnih količinah, delujejo homeopatsko in spodbujajo naš imunski sistem. Kadar z njimi pretiravamo oziroma jih naložimo preveč v naše telo, pride do presežkov, ki povzročijo težave. Peteršilj je še posebej intenziven. Se pravi, en šopek zelenjave. Zdaj pa bomo dodali še 2 sadeža, eno banano, eno hruško. Pol hruške bo v redu. Ali je prav, da se zbere recimo samo 2 sladja ali lahko tudi več? Pravzaprav velja pravilo manj je več. Torej, bolje je izbrati čim manj sestavin, zato ker bomo manj obremenili naša prebavila. Najbolj enostavno bi bilo eno sadje, eno listje. Mi si želimo ustvarjati malo okuse, zaradi tega dodamo več kot to. Ampak boljš manj kot pa več. Limonin sok. Jaz bom dodala še suhe marelice, ki jih bom najprej malo oprala. Zdaj bomo pa dodali še super živila in sicer smo rekli spirulino, algo, za intenzivnejše čiščenje telesa in še psilium ali indijski trpotec,
pomaga pri čiščenju prebavil. V smutije običajno dodamo še nekaj zamrznjenega, in sicer zato, ker se zaradi upora delcev vsebina rahlo segreje. Nič ni narobe, če se segreje, vendar pa, če nam je bolj všeč, da je smuti bolj svež, dodamo nekaj kosov ledu ali pa nekaj kosov zamrznjenega sadja. Okej. Zdaj bomo naredili brez. Majčkeno ga bom še razredčila z vodo. Boljše je na koncu dati še vodo, če je preveč gost, kot pa na začetku, da pride preveč redek. Še nekaj bom naredila. Zato, da naš smuti izgleda lepše, bom posula še s kokosovimi kosmiči. Na ta način, zato ker so tukaj dodani kokosovi kosmiči, bomo spet mogli majčkeno že pogristi na začetku, kar je zelo dobro, ker prebava se začne v ustih in čeprav je stvar popolnoma gladko zmleta, je vseeno dobro, da jo nekaj časa zadržimo v ustih, da se začne sproščati slina in tudi začne prebava. Če pijemo smuti brez dodatkov, najprej ga pijemo počasi, ga obdržimo v ustih nekaj časa, peljemo nekajkrat naokrog in potem šele pogoltnemo. Smutiji iz zelene listnate zelenjave so zelo zdravi, zato jih poskusite tudi vi kdaj pa kdaj narediti in popiti zdrav obrok. V naslednji oddaji nam bo Katja pokazala, kako narediti zelo zdrav posladek. Do takrat pa nasvidenje.